Več kot 1000 napovedanih dogodkov in prireditev, natančno umeščenih v 4 programske sklope, postavljenih v Maribor in partnerska mesta, začenjajo zgodbo decentralizacije na kulturnem polju. Tukaj jaz vidim predvsem pomen v bistvu tem, da na eni strani prinese določeno mednarodno pozornost, ki je sicer mogoče manjša, hkrati pa v bistvu prenese težišče, nekako dogajanje iz centra, kar je po mojem temeljno. Jaz mislim, da seveda Slovenija lahko preživi ravno takrat, ko bo imela več močnih kulturnih središč, in Evropska prestolnica kulture naj bi bila po mojem mnenju nek impuls, da v sebi znova nekako začutimo kreativnost in pa možnost povezovanja. Tudi sam sem iz Ljubljane se preselil v Maribor z razlogom, da sodelujem na Evropski prestolnici kulture. Okoli 33 milijonov evrov za program, organizacijo in promocijo. Toliko je težak do skrajnosti okleščen proračun kulturne prestolnice. Ta pomemben projekt je vseskozi nastajal v izjemno negotovih okoliščinah, ki se v zadnjih dneh počasi stabilizirajo. Mislim, da smo Slovenci dovolj odgovoren narod, da tik pred začetkom neke velike zgodbe, bodisi politične, športne, kulturne, vendarle pozabimo na pregovorno prepirljivost in sprejmemo odgovornost, in na koncu nas običajno opazovalci prepoznajo kot ambiciozne, profesionalne in tudi entuzijastične organizatorje. Smela ideja oživitve mesta, kreativnega in družbenega posega vanj, se v naslednjih dneh preveša v prakso. Podij je pripravljen, mreža sodelujočih razpeta.